ful sem želel s tabo govoriti glede novinarstva pa trenutnega stanja te kulture, ne, lahko tudi povem, kako jaz to zaznavam, ampak ne, z nekim vzponom družbenih omrežij se mi zdi, da se je to ful na glavo obrnilo, ne, v bistvu, neka stvar je fake news, druga stvar je clickbait, ne, tretja stvar je pa, da enostavno ne cenimo, se mi zdi, da več tega poklica v pravem pomenu besede, ali pa da ne preživi več v tem svetu, kakršen je zdaj. Čist primera, ne, jaz recimo berem, da Atlantic mi je zelo všeč, ne, pa recimo podobne publikacije, ne, ampak vidim jasen problem, ne, zanašanje na naročnike, ki ti plačujejo, da berejo te dolge članke, za katere je potreba 6 mesecev, 1 leto raziskovanja, a ne, enostavno na družbenih omrežjih ne preživijo, ker ta novinar bo objavil ta članek, čez 3 minute je že naslednja zgodba. In v bistvu bolj je ta fast food, ne, če smo analogija na hrano, ne, zdaj v bistvu z vidika novinarstva samo to konzumiramo. Ne. Se pravi novinarski fast food, kjer je tisti novinar, ki bo prej prišel do zgodbe, pa ne bo preveril, pa ne bo se poglobil v njo, bo prosperiral v tem svetu na digitalno. Ne. In tako me zanima malo tvoj, ker si novinar, ne, pa se mi zdi, da nisi vključen v tem fast foodu, ne. Me zanima, kako ti gledaš na to, pa koliko je to dejansko velik problem za vse, ker jaz mislim, da to prekriva čisto vse, kar si govoril. Ne. Mi ne moramo priti do nekega konsenza, mi sploh ne vemo, kaj se dogaja, in itak je pol še polarizacija, fragmentacija, Amerika ima blazne probleme s tem, ne. Tako da me zanima malo tvoj, ko imaš prst na pulzu, a ne, okoli tega neposredno, no. Kaj si misliš? Lahko samo kimam še naprej, sem tega se ne vidi, ne. Bomo dali, da se bo videl. Ta proces traja zdaj že kar nekaj let, ne, in za začetek bi izpostavil pozornost, ne. Že z internetom, sploh s socialnimi omrežji, z načinom, kako algoritmi delujejo, se je na kolektivni ravni pozornost, attention span moment se je izrazito skrajšal. Ne? In to je že patološko dokazano, pač, da je skrajšan in še posebej pri mlajših generacijah, načenja pa tudi nas malce starejše. Ne? In pozornost je vse, pozornost je fokus omogoča etiko, etika omogoča refleksijo, samorefleksijo, in to vodi od na eni ravni do skupnosti, na eni ravni do solidarnosti, do nekega delovanja, razmisleka, premisleka. Pozornost je res ljubezen. Ne? Zato, pozornost je ljubezen. V partnerstvu, ne, to je to. To je to. Ja. Tu smo se našli. Pozornost je vse. Pozornost je jedro. Ne? In esenca, in mi pa živimo v času esence, ne esence. Ne? Vse je v bistvu, pač se digitalizira, krajša in nadgrajuje stopnjujočo se potrebo po instantni gratifikaciji. Ne? Ja. In zdaj to se ni zgodilo novinarjem, ne, delno tudi, no, ali pa našemu poklicu, ampak na prvem mestu, glede na to, da če govorijo o kvantiteti, večina nismo novinarji, ampak je javnost, publika, ne, to se je zgodilo javnosti publiki. Ne. In javnost, torej publika od providerjev informacij, novinarjev in tako naprej, želi, ne nujno zavestno, ampak spremenjenim algoritmi in patološko spremenjeno pozornostjo, želi nekaj drugega. Ne? In to se jasno izraža na različnih ravneh. Ne? In marsikdaj, zaradi jasno, na prvem mestu poslovnih modelov, so mediji po vsem svetu, nikakor ne govorim samo o domačih, bili primorani sprejeti nek kompromis, vsaj tako je bilo to predstavljeno, ne? In ta kompromis je šel pa bolj ali manj povsod na škodo kontenta, vsebine, daljših, ne vem, če govorimo o časopisih, long readov, daljših bralnih formatov, začelo se je zapirati tuje dopisništva, v bistvu karkoli je ostalo od zunanjega političnega novinarstva je bil nek parašuting, ne, prideš, greš,
že druge lokacije in tako naprej. Ob povečanju prekarstva v novinarskem poslovnem modelu po svetu se je zmanjšala socialno-ekonomska varnost ljudi, to vpliva tudi na neke odločitve pri tem, koliko si neodvisen, pri marsikomu. Veliko elementov se je zgodilo v zelo kratkem času. Oglaševalski kolač je v bistvu se preselil že pred leti, valjda najprej na televizijo, skratka, ali pa audiovizualne medije plus digital, v časopisnem prostoru je tega v Sloveniji to še ni tako grozljivo, ostalo bistveno manj. In v bistvu marsikje so časopisi ostali živi samo zaradi neke inercije, zaradi tega, ker jih boljšega argumenta ne najdemo, preprosto morajo preživeti. In kar se je zgodilo še v zadnjem letu, zaradi pač post-covid krize, zdaj energetske krize in tako naprej, zaradi težav v shipmentu in težav z surovinami, je cena papirja izrazito zrasla in v bistvu v tem trenutku marsikje po svetu, tudi pri nas številni časopisi razmišljajo o tem, da bi preprosto še tisti, ki so se zelo vztrajno borili, da bi ostalo v printu, razmišljajo, da bi že v naslednjem letu preprosto preskočili samo na digital, kar je popolna katastrofa. Na drugi strani tisti, ki so preživeli, ki jim je bilo to, ki so imeli to možnost, pa v bistvu furajo neke vrste mecenski številni, New Yorker in tako naprej, tudi omenjeni The Atlantic in to, v bistvu semi-mecenski model poslovni, kjer imaš pač neko filantropijo zadaj ali pa tako imenovan old money, ki ti omogoča preživetje, ampak to so v bistvu izjeme, ki potrjujejo pravilo. Kar se še je zgodilo v novinarstvu je to, da v bistvu to kot marsikje druge v družbi so mladi ljudje v bistvu ostajajo serijsko brez priložnosti, oziroma upadajo v svet profesionalen, ki je popolnoma drugačen od recimo mojega. Mladi novinari. Ja, in so že v bistvu vzgojeni kot publika, še predtem postanejo novinarji z krajšim attention spanom, z različnimi navadami pridobivanja informacij in v bistvu so tudi njihove potrebe drugačne in novinar, seveda, tako kot vsak pisec, pa vsak, nekdo, ki kreira vsebino, jo kreira pač tudi po lastnih potrebah. In v prihajajočih generacijah to ni vrednostna sodba, zgolj dejstvo spremenjene. In v bistvu tukaj prihaja do nekega skoraj civilizacijskega konflikta. In v bistvu mi iz neke stare novinarske šole postajamo živi fosili v tem svetu. In to ni jambranje, s tem se je preprosto treba soočati, obstajajo neki formati, vedno obstajajo neke poti, kvaliteta vedno preživi, problematično pa je, veliko bolj, kaj se je zgodilo z javnostjo, kot se je zgodilo z novinarjem. To, da neki fucking kreteni, ki nimajo nobenih izkušenj, nobenih znanj, nikjer niso bili, njihova mnenja na socialnih omrežjih v bistvu imajo močnejšen vpliv na javno mnenje kot trdo terensko delo, celoživljenjski študij in popolna avto in nasploh neprizanesljivost in fact-based life, profesionalen, to je tisto, o čemer sem prej govoril, o nevidnih konfliktih. Ta je tudi na tej ravni obstaja. Bom rekel si tudi besedo polarizacija, ta je mogoče še ena oblika ali pa še ena alineja v izginjenju našega poklica. Zato, ker preprosto, če nisi opredeljen, potem skoraj da nisi več relevanten. Ja, manj imaš publike. Ja, seveda, ja. Ja. In to je zelo velik problem, ker jaz vedno rečem, da ekstrem je vedno v neresnici.